Lepo pozdravljeni. Od 20. do 25. julija bo v poljskem mestu Bydgoszcz potekalo Evropsko prvenstvo gluhih v atletiki. Organizatorji pričakujejo okrog 185 tekmovalk in tekmovalcev iz 24 držav. Pomerili se bodo v 20 moških in 19 ženskih, skupno torej v 39 atletskih disciplinah. Slovenska gluha reprezentanca ima prvič po letu 2005 tudi svojega predstavnika. Tadej Enci bo avgusta star 21 let. Prihaja iz Velenja. Atletiko trenira že skoraj 11 let. Njegova paradna disciplina sta šprint na 200 in 400 metrov. Njegov zadnji uspeh je bil na mednarodnem mitingu v Velenju, kjer je dosegel svoj osebni rekord na 400 metrov s časom 49:56. Tadej je študent drugega letnika višje šole. Atletiko trenira v atletskem klubu Velenje. Med slišečimi se dobro znajde. Nemoteno sporazumevanje mu omogoča slušni aparat. Na tekmovanju bo nastopil brez slušnega aparata, a se je na to že navadil. Oglejmo si reportažo z njegovega treninga in izjave ekip. Z atletiko sem se začel ukvarjati okoli 10. leta starosti. To pomeni, v osnovni šoli sem dosegal odlične rezultate na atletskih tekmovanjih. In tako sem se odločil, da se preizkusim v atletiki. Najprej sem tekmoval sprint, potem sem pa se presmeril tudi na 300 metrov in nazadnje na 400 metrov. Za atletiko me je navdušil moj vzornik Michael Johnson, ki tudi drži svetovni rekord na 400 metrov. Za atletiko so me navdušili tudi štarti, ki so me vedno podpirali in stali ob strani. Veliko mi je pomagala tudi sestra, ki je prav tako včasih trenirala atletiko in mi je vedno motivirala in pripravila na tekmo s svojimi nasveti. Moji disciplini sta 400 in 200 metrov. Zadnjič sem se odločil, ker sem predvsem dosegal najboljše rezultate. Atletiko treniram že 10 let. Predtem se nisem ukvarjal z nobenim drugim športom, tako da je bil atletika moj prvi in edini šport. Letošnjo sezono je Tadej odlično pripravljen. Odtekel je 2 osebna rekorda, tako na 200 kot na 400 metrov. Pred kratkim na domačem terenu v Velenju končno tekel pod 50 sekundami, tako da mislim, da njegova pripravljenost gre proti vrhu, če že ni tam, in mislim, da bo tekmoval odlično. Na tekmovanjih v Sloveniji se Tadej včasih srečuje s problemi, predvsem na štartu. Včasih ne sliši sodnika na štartnem položaju, zamudi zaradi tega pri poku s pištolo. Zaradi tega so potem tudi posledično rezultati toliko slabši. Pri teku, pri šprintih je to še posebej vidno, saj 10-20 stotink pomeni veliko, včasih tudi medaljo. Tako da mislim, da bo to odlična izkušnja za njega, da nastopi na prvenstvu gluhih in naglušnih in končno doseže tisti pravi reakcijski čas.
Sama potujem kot spremljevalka, vendar kolikor smo se pogovarjali s trenerjem in Tadejem, mislim, da je realno, da bi Tadej lahko prišel v finale tako na 200 kot na 400 metrov. Mogoče tudi kakšna medalja, jaz ne bom nič obljubljala, Tadej bo dal vse od sebe, ampak na 400 metrov zna biti zelo blizu najboljšim. Definitivno bi rekla, da 400 metrov je le podaljšan šprint in moraš biti vrhunsko pripravljen, da zdržiš v nekem šprintu 400 metrov. Tako da mislim, da 400 premaga 200 v tem primeru. Bo pa mogoče bolje, da vprašamo Tadeja. Tekmujem tudi med sledečimi. Medtem letos sem dosegel 2 osebna rekorda. Na 200 metrov znaša osebni rekord 22 in 73 sekund. Prav tako pa mi je pretekli teden uspelo doseči osebni rekord na 400 metrov in to tukaj na domačem mitingu v Velenju. Dvakrat sem nastopil tudi za slovensko reprezentanco. Prvič, ko sem bil star okrog 16 let med pionirji na Madžarskem in drugič pri starejših mladencih v Pragi. Treninge imam 6-krat na teden, po 2 do 3 ure, med glavnim delom pripravljalne sezone pa tudi 8-krat do 9-krat na teden. Med sezono gremo tudi na priprave. Letos smo bili v Medulinu, in sicer za en teden. Moj trener je Gregor Doberšek, s katerim uspešno sodelujemo že 3-4 leta. Obiskujem drugi letnik Višje strokovne šole v Velenju, program mehatronika. V svojem prostem času, ki ga imam zelo malo, ga namenim kolesarstvu in včasih tudi tenisu. Drugače dopoldne poteka faks, popoldan treningi, ki trajajo 3 do 4 ure. Zvečer pa je čas za počitek in regeneracijo za prihodnji dan. Glede opreme mi najbolj veliko pomagajo starši, veliko mi svetuje tudi moja sestra. Imam pa tudi pogodbo pri Atletskem klubu Velenje, ki jo lahko koristimo za priprave ali nakup kakšne nove športne opreme. Aparati pomagajo, kakor je malo zraven slika, pa aparati kar dosti pomagajo. Kaj bi imel aparate, recimo, pa se spodaj? Ja, tisti. Saj v bistvu, ne vem, kako lahko rekla, So neke nove aparate so dali preko, da slab sliši po zunanji, ki je bil prej star. Pa sem šel nazaj, recimo, pa sem rekla, ja, lahko da pomeni, to pa to kuri zraven. Ja, se vem, to je grozno, samo s temi aparati, se to se ful borijo, že to par let pa... Če to je lahko kaj sliši.
boljše dobivanje mira kakovosti. Nastopa na Evropskem prvenstvu gluhih se zelo veselim, saj to je zame nova izkušnja in mi predstavlja nov izziv. Potrudil se bom, da bom dal vse od sebe in odlično zastopal reprezentanco Slovenije. Pri sporazumevanju si pomagam predvsem z branjem z ustnic in veselim se srečanja ljudi. Prvi cilj Evropskega prvenstva je, da bi nastopil, dal vse sebe in seveda je cilj tudi finale in mogoče kakšna medalja. In potrudil se bom po najboljših močeh, da bo zastavljeni cilj uspel in uspešno zaključili Evropsko prvenstvo. Obe Tadejevi disciplini zahtevata čisto hitrost in moč. Močne mišice na nogah zagotavljajo hiter pospešek in največjo hitrost. Na startu uporablja štartni blok, ko zagori zelena lučka, pospeši. Uporablja šprinterice, ki imajo na spodnjem delu stopala žebljičke, ki se zapičijo v tartan za boljši odriv, zaradi česar teče hitreje. Tadeju in njegovi ekipi želimo na Poljskem veliko uspeha in športne sreče. O rezultatih tekmovanja 9. Evropskega prvenstva gluhih v atletiki vas bomo vsak dan obveščali na www.gluhi.si, zato prisrčno vabljeni k spremljanju.